Prvi jesenski dnevi so kot nalašč za pripravo proračuna. Če smo bili poleti pridni, potem imamo pri roki večino tega, kar potrebujemo za peko. Seveda pa ne bo odveč, če pred začetkom priprave proračunskega kolača še enkrat preverimo sestavine. Že pred meseci smo lepo poredili davek na dodano vrednost, zato ga zdaj ne bomo dodatno šopali, ker bi se nam utegnil kak zalogaj zatakniti v grlu. Davek na srečke, višja dohodnina, dražje vinjete in davek na nepremičnine so v večji skledi že pomešane s kvasom, tako da moramo zgolj počakati, da vse skupaj kipne. Medtem previdno oskubimo proračunske postavke, zlasti tiste za kulturo in izobraževanje. Pri tem pazimo, da so rezi dovolj globoki, da bi komu ne prišli na misel kakšni protesti. A to se bržkone ne bo zgodilo, saj so kulturniki, šolniki in njihovi sindikati, medtem ko so davki vzhajali, ležali v paci in so v tem trenutku že dodobra uležani. Najbrž je odveč poudariti, da moramo biti pri pripravi proračuna posebno pozorni na to, da nobena sestavina ne pride v stik s soljo, saj bi to utegnilo pokvariti ves naš napor. Ko je fila pripravljena, z njo napolnimo avtohtono slovensko kokoš, ki se seveda ne more braniti, ker je tako rekoč že zaklana. Pripravljeno proračunsko jed damo v pečico in poskrbimo, da je z izjemo koalicijskih partnerjev ne bi kdo videl, preden je pečena. Da bi se med peko, ki traja kar nekaj časa, vseeno kaj dogajalo, na večjem rinku močno segrejemo maščobo in jo, ko se začne smoditi, prestavimo na mali ring. Na ta način prosto po maši kot ciper rešimo krizo in razglasimo, da smo zmagali. Pred serviranjem glavna kuharica jed okrasi z napovedjo odhoda po zaupnico v parlament in doda rezino limone ter nekaj lističev peteršilja. Jaz, ko sem prevzela to nalogo ali pa to funkcijo, sem obljubila tudi državljankam in državljanom, da bom šla po zaupnico v Državni zbor. In jaz mislim, da je proračun praktično najpomembnejši dokument vsake vlade in zdi se mi primerno, da zaupnico vežem na ta dokument. Proračun je torej pečen, saj ni pričakovati, da bi ga poslanci koalicije v Državnem zboru ne potrdili. Letošnji proračun je namreč tako dober, da je finančni minister Uroš Čufer še pred njegovim sprejetjem oznanil, da se bo z vsemi silami boril proti rebalansu najboljšega proračuna vseh časov. Kljub te odličnosti pa nam je opozicija spet skušala pokvariti veselje. Premierka se zaveda, da bo spomladi ob neuspešnosti vladanja situacija bistveno slabša in da bo verjetno v javnosti ali pa družbeni nemiri in bi takrat težje preživela, tako si na ta način skuša podaljšati vladanje. Drugače povedano, opozicija je prepričana, da vlada sploh nima kokoši, ki bi jo lahko spekla, ampak zgolj goloba, pa še tega na strehi. In kaj od tega je res? Premierka je že pred časom zagotovila. Once again, we don't need help, we just need time. Torej potrebujemo le čas, pa bomo izvedeli, kaj je pod pokrovom. Tolsta kokoš ali oskubljen golob. Če le ne bo tudi tega, do takrat že mačka snedla.